Kako je bilo zadnjič na svadbi v sredo na seji občinskega sveta? Do svadbe še ni prišlo, namreč bila se samo pripravi na to svadbo, bilo je zelo zanimivo, tako kot ponovadi na vseh takih kmetijah, namreč na tej kmetiji, po domače se reče pri Kamniku, so se zbirali svatje, da se točno pogovorijo, kako bodo izpeljali to svadbo. Kot sem opazil, je bilo vse tako, kot je treba. Okrog peči so sedeli strici in tete. Na eni strani je bila teta Mici pa Lili. Mici bo skrbela na tej kmetiji za kočevilja in za te stvari, medtem ko bo Lili skrbela, da bodo otroci pravočasno lahko šli v šolo. Na drugi strani pa sta bila stric Aleš in stric Ivan. Stric Aleš bo skrbel, da bodo ceste dobre popravljene. Dočim je stric Ivan prišel na to kmetijo v zadnjem času, prej je enkrat že bil in je videl, da na tej kmetiji rabijo tudi močnega strica, da bo pomagal, ker je dela res veliko. Na sredi pri peči, vsak na enem strani sta sedela ta mlada dva. A sta bila skupaj? Torej, kot sem rekel, vsak na eni strani, ker je peč tako postavljena. Zraven je bila tudi mama Martina, ki na tej hiši skrbi za finance. Sicer se je opravičila, da peč ni dovolj zakurjena, ker manjka drv in bo treba za naslednje zime dobro poskrbeti tudi za to. Gospodar je bil trenutno bolan, ampak kljub temu so se lahko pogovarjali, kako bodo speljali to ovcet. Pri mizi so sedeli in že sedelo nekaj svatov. Mislili so, da imajo vse. Imeli so enega peka, imeli so mesarja, imeli so gostilničarja, ampak zunaj je bila pa še velika skupina svatov. In ti jih niso spustili noter. No, po nekem času so pa vendarle uspeli in da so tudi tisti prišli noter, da so še oni povedali svoje želje, kako naj bi to izpeljali. Povedali so, ker so imeli izkušnje, namreč tudi oni imajo v svojih vrstah peka, mesarja in gostilničarja, da bi to lahko izpeljali skupno, kot se spodobi. No, ti pogovori so trajali kar nekaj časa. V glavnem so vsi poudarili to, da se je treba lepo obnašati na poroki, da morajo gledati v oči, da si morajo naliti čistega vina, da se ne sme dogajati nič pod mizo, torej da morajo imeti roke vsi na mizi in tako dalje. Torej, klasične, lepe, z dunajsko šolo podkrepljene manire. Mislim, da je to zelo dobro tudi za Kamnik, za celo kmetijo, da bomo v prihodnosti res dobili tako oblast, kot si jo zaslužimo. Torej, če prav razumem, poroke ni bilo. So bili morda kakšni zadržki, kot vemo, so bili v preteklosti dalj časa tak lep par Nova Slovenija in SDS, sedaj pa SDS kar na hitrico z drugim partnerjem. Ja, torej to se dogaja v življenju, takšne ljubezni verjetno ne bi zdržali in tudi v tem primeru niso zdržale, ker tukaj odloča srce. Pa po drugi strani SDS niti nima priče še za poroko. Torej oni iščejo, da je ena močno pričo, bogato pričo, ker v nasprotnem primeru te poroke ne more biti. Kakšne želje pa so imeli svatje? Ja, svatje so prihajali od blizu in daleč. To sorodstvo je kar veliko in po poti so videli kup takih stvari, od neurejenih poti. Najprej so povedali, da ko bodo prišli otroci, moramo poskrbeti najprej za vrtce, potem za šole in na to temo bodo verjetno še kakšno rekli v prihodnjih dneh, ker se niso čisto najasni, koliko bo otrok. Namreč tudi za vrtce kaže, da so premajhni, torej najprej vrtci, potem šole. Nič pa še niso ugotovili, da bodo ti ljudje morda nekoč, ko bodo odrasli, potrebovali tudi delovna mesta. Kam bodo hodili v službe,
zaenkrat še niso nič govorili. Upamo pa, da bomo to tekom leta tudi še kaj izvedeli. Mislite, da na kmetiji ne bo dovolj dela za vse? Ja, zaenkrat se okrog razdelitve dela še niso popolnoma nič dogovorili. Omenili so tudi, kam bi šli na poročno potovanje. Da. Namreč blizu jim je Velika planina. Ampak Velika planina tudi rabi še nekaj popravila, da bodo potem lahko varno prišli na to priljubljeno točko. Vi ste izkušen politik, dolgo časa že delujete v politiki. Kaj bi svetovali novemu kamniškemu županu oziroma, kot pravite, gospodarju za naslednja leta, da se mu ne bi dogajalo, da ne bi bil proračun sprejet? Jaz bi predlagal, da vsako leto dobi nov par, torej nove mlade, novo koalicijo in na ta način bo imel vedno dovolj tistih, ki bodo imeli voljo za delati. Mislim pa, da ni nič slabega, da ni tako črno, kot nekateri pišejo. Vso stvar je treba gledati iz bolj vesele strani. Prepričan sem, da ko pride Valentin in pustni dnevi in vse to, kar zraven paše, ko bodo vse maske padle, bodo ti ljudje znali skupaj držati, kajti če denarja ni, takrat je veliko lažje tudi na taki kmetiji.